super dežela, no, drugače tako. Tudi, če greš na Japonsko, ne smučati, je super. Ja, to je res. To bolj ti zdaj, ja. Jaz bi ful šla potovati enkrat tako, še za 1-2 tedna, veš, samo to. Saj se splača. Ja, da malo za kulturo, pa malo nešportno. No. Meni je to kul, da vidiš malo, kaj se pač od same dežele, zgodovina, pa kultura, pa to dogaja. Mogoče kakšen športni dogodek ali pa kam poplezati za 2-3 dni, ampak to je to, no. Tako. Ker smo se pa zgovarjali, da je pa nora plezarija gora, ne? Ali so to? Ja. Da bom nekaj biznis. Ja, ful hodijo Še ne plezati. pusim, bo že kar poletje treba iti. Ja, Sej super, se bi šla. ker je granit. Ja. In imaš stene hude in plezališča in prav Pa v bistvu na se reče... Hokkaidu prav. Ali ne. v japonskih Alpah. Ja, japonske Alpe, ja. Tam so 3000 tudi, ne. V glavnem se ti splača tudi to iti, no. Tako. In tako. Mislim, jaz tega vodnička sicer nič, to ne vem, no. Ampak bi šla recimo že zaradi tega enkrat tak čas, da vidiš še malo drugače deželo, ne samo sneg. Ne, ker po slikah, a ste bili tam na Šahidake, na temu vulkanu? Ne. Mi smo bili samo Mount Yotei. Aha, ker so bile pač slike, Šinkina. pokrajine, a ne, v hotelu. Čudovito. Ja, no, saj to smo videli, ja. Snega, čudovito lepo. Ja, japonske češnje, Ja. breze, vse Ja, tiste res nekaj lepo. v cvetju in tako da je Medvedi. drugače. Ja, A tam? divjat, ja. Čakaj že pravo, ko smo se peljali po mojem iz Sapora, iz letališča, imajo ful teh, ne jelenov, ne vem, kako se reče po japonsk, podoben nekaj med losom pa med jelenom, ogromno jih jelenjadi. videli. Ja. In to kar čez cesto letijo, tako, ampak... Kar ob cestah Ja. so, ja. Jeleni ali tako, stavili? Nekaj Losi imajo jelenjad. veliko. Nekaj jelenjad, ne vem. Malo bolj taki so kosmati, pa Ja. niso Ni pa tako los, veliki. pa No. ni Pa tudi to. nismo videli. Ja. Videli smo z rogovjem, jelena sam ni mu tak velik rogovje. Mogoče je tudi jih več, a veš. Ja, Mi smo ja, ja. pač ene sorte. Ja, itak, ja. Da je tega Prav tle, ko dosti. smo se peljali Ja. tlele v ta Šahidake, ja. Se pravi, to nisem, ker tam v Nara, ta stara prestolnica, a ne, tam pod Kyotom, tam hodijo kar po cesti, Cerne, pa vse to. Vse se tam še je tam, ampak sem mislil, da je to samo specifika tega mesta. Nisem vedel, da je to tudi tako. Ja, da ja, gre pa na še. snegu, veš, koliko imaš to sledi. A veš, od živali. Ja. Polja. Ful, ja. Je. Ja, Japonska je čudovita. Sam je pa zanimiv, recimo, a ne, mi smo prišli, to sem prej rekla, ta tradicija, pa high-tech, pa to, a ne. Ko ti prideš v te bajte, si pa je razlagal, v bistvu Čibo je razlagala, a ne, da Hokkaido otok je bil naseljen šele tako, ko so jih načrtno poselili, pa delali ta velika mesta, pa gradili te pač kubik hiške, kakor pač pri nas v času, ne vem, nam je rekla kdaj, da šele dobrih 100 let nazaj. A ne, in da takrat je bilo to vse tako na hitro narejeno, tako kot papirnate stene, a veš, to ogrevanje, to, mislim, nič ne dajejo na to toplotno energijo, na vodno energijo, nič, no, samo vseeno zaenkrat, jaz ne vem, ali vseeno pač na elektriko ali na kaj ogrevajo. Ampak to je res tako, pržgeš in tako ugasneš, je to hitro hladno, a ne. V glavnem, no, in so to načrtno jih poselili ta otok, a ne, to ni bilo prej ful... koncentriranje je bilo dol pri Kyoto, a ne, kot stara prestolnica, to sem malo še brala pa to, no. Višji gor pa ne vem, zdaj druga mesta, ko ste vi šli to pogledati. Ne, to je vse tako zelo ruralno. Tako, no. ja. Pač Sapporo je neko večje mesto, drugač pa, Bolj tako, kot ste rekla. Ja. In niso niti razmišljala, veš, da bi... veliko prebivalcev na Sapporo, Ne. nekih par milijonov, Ja. kolikor jih je na Japonskem vse skupaj. Posod, ja. Koliko 70 ali Ja, ne vem. nekaj takega. Pojma nimam, zakaj sem to rekla. Ne, pa Ja, znam ampak ideji nekaj veliko, no, takega, tukaj pa relativno malo. Ja. Ja. No, ampak ogrevanje, se na Norveškem imajo isto to ogrevanje. Se veš, kakšna je una hiška, taka stenca, A ni zanimiv? pa vse na štrom Ej. kurlajo. A razumeš, pa imajo vodo, Ja. pa imajo veter, pa imajo sonce, pač dobro, Ja, kjer nimajo sonca. Elektriko naredijo, da pol ti skurijo, ampak Pa to so dežele bogate z nafto, a ne?
tudi to je druga stvar. To rajš prodaja. Ja, sej to, nek se zasluži. A veš. Ne, ker reči pa to, ne, za te hiške, ki so te tudi japonske vasi, te podeželske hiške, ki tudi v snežnih razmerah. Ampak oni imajo sicer res sam tisti panel s papirjem, pa imajo pa hodnik, pa še en panel s papirjem. In ti imaš v bistvu zaradi tistega hodnika, ne, 1 meter izolacije, ker kaj je izolacija? Termoizolacija je stoječ zrak. Ne, in če zrak stoji, dobro, sem pa tja, gre kakšen mem, ampak če ti zrak stoji, je to toliko izolacije, vedno se pa pol tle spi na tistem tatamiju. Tako da iz tega vidika... No, so kar trdni, ja. Ja, razvajeni ljudje niso, no, Japonci ne. Ne, niso razvajeni ljudje, ne. To mi je ena znanka pravila, ker smo skupaj karate trenirala, pa ona je ponologijo, pa je tam študirala po neki, da so jih pol peljali tam pod nek leden slap, neki tako in tam. Ja, da so pol. Ampak da so vsi Japonci bolj cvili, kot ona. Kaj jim je bilo to verjeten Ja, ne vem. zanimivo. Drugač imajo tega, ja, kar dost. Ja, sej, no, okej. A je bila pol to najboljša turna smuka? Ever, ali ne? Videli Odvisno ste bili že mrski. Mislim, zelo posebna, no. Ja, meni je bilo tako, če gledam kot celotno potovanje, bi kar rekla. Najboljši. Ja, drugače sem tudi že marsikaj tudi smučala. No, Mogoče tudi kje boljš, no, ampak Kje? ne vem, recimo v Tinju ali pa po tistih grapah ali Kje pa? v Franciji. Aha, okej. No, ja, drugače bi rekla, ja, no, da mi je bilo fajn, res. Bi še šla. Bom še šla. Pravilno. Ja. Tudi vsem je bilo všeč, no. Vsem, pač tudi mladini in Blažu in Ali. Tako navdušeni smo bili, no. Ja. Ja. Se veš, na teh potovanjih ni zmeraj tako, je kdaj tudi treba kaj potrpeti, pa to. Pa je kakšna slaba vola pride, tako če greš družinsko, govorimo. Ne. Ampak tlejo ni bilo, no. To je bilo škoda cajta, no, veš, koliko tavžent kilometrov si stran za slabo volo, res ni cajta za to. Pride pa marsikaj itak. Kaj pa te pa, Nita? Ti si bila tudi že posod, Črna Gora, Turčija, Islandija, Norveška, Avstrija, verjetno tudi Italija, Francija. Italija, Španija. Pa še točno, vi ste bili še v Španiji? Smučali še nismo, ampak imamo namen, ampak vseeno. Tako, Japonska mi je bila res zdaj najboljša za pršač. Tako, destinacija Mazdu. Pa to je bilo v bistvu kar tako rečemo potovanje leta moje, glede smučarije. Tako da to mi je bilo itak noro. A veš, toliko smo v tem razpet noter še, da sploh nisem še prišla do tega, da bi ful predelala, ampak res mi je bilo hudo dobro, no? Vse skupaj, cel komplet. Medtem ko lansko leto, recimo, veš, jaz imam tako, sam veš, da sem bila na Norveškem, ne vem, 4-krat, 5-krat gor in tam grem zdaj že tako, jaz se ful dobro počutim, ker sem že kakor doma in sem zaljubljena v Senjo. Pol pridem na Islandijo, v tisto naš fjordak, razumeš, noter, ker imam uno hiško tam in mi tam noro dober in une flanke in srenci in je the best in mi spet tako, a veš, res se ne moram opredeliti, da mi je bilo to zdaj potovanje samo Japonska zdaj, ampak Islandija, Norveška, Črna Gora, Balkan, Rules, a se razume, ker to so pač itak te ture, tako, nobenega folka, vsaka destinacija ima eno stvar, ki se pač v njo zaljubiš in ti je to dober, vsaj meni, no, tako in mi je res noro. Ja, Japonska, siguren, tako bom rekla, ajde, da so si zelo enakovredne Islandija, Japonska pa Senja. Pa Turčija pa dežela, res mi je žal, ko zdaj niso mogli iti zaradi teh dogodkov, to je bilo pa lansko potovanje, ki ga mislim, da to doživiš. Lansko leto smo imeli ful malo snega, letos ga je toliko, ne vem. Ja, in smo bili, tam so tudi hribi med 2,5 pa med 3,5, ampak sam stil potovanja oziroma turne smuke tam
mislim, res moraš delati, tam moraš biti zelo dobro pripravljen, med Jurijo pa pol, pa med 2 Jurijo delaš recimo, a ne, ture, a veš, to je tako, to so orang pogorje, ampak tam ni nobenga, tam si sam po hribih, nobenga ne vidiš unej, pač kurde, ki ti dajo vse res prijazni in ješ, mislim, meni je to lansko leto ostalo najbolj v spominu, recimo Turčija, letos mi bo pa Japonska. Tako, zaenkrat. Ampak kako pa ste delali zdaj tle na Japonskem, ko zdaj, ko ste omenili, dobro, da vem, da je Turčija Jurija pa pol do 2 pa pol, to je... Ne, višincev je do 2 Jurija, recimo za goste mogoče Jurija 600, Jurija 700, to je za zelo zahtevne goste, ampak prideš še do tja. Ne, kle smo delali, recimo zdaj Črna Gora smo delali, pa so bili ful dobri, tako zelo homogena skupina. Ja? Smo delali v povprečju tam Jurija 400 do Jurija 500. Lahko tudi manj, sej veš, koliko imamo, no? Da grejo, lahko gre tudi kjer z mano nazaj ali kakorkoli. No? Medtem, ko Japonsko smo pa delali, ne vem, Jurija 200, Jurija 400, kolikor je bilo. Tam niti ni, veš, koliko visokih hribov. Tam imaš vulkan, to. Ne vem. Ali pa flanke, greš dvakrat, levo, desno, po 200-300 višincev. Ja. Kako ste pa delali zdaj? Ne, mi smo največ tako, da smo v eni rundi, da smo naredili 600 višincev. No se je pa prišli Pa kaj greš dvakrat. Pa greš enkrat, ja. No se je torej Jurija 200 na dan. Kdo je hotel, ne? Pa to, itak narediš, no, ti zdaj že tako noter padel. Mislim, se naredim, ampak mati Jurija je izven moje zone obdobja. Veš kaj, se pol, kad ti je toliko dober, sploh ne razmišljaš več. Je pa res, da lažje na sceni to delati, pa očitno tudi na Japonskem, tako kot ti praviš. Zato, ker je tam 600-650, pa si na vrh, pa greš pa itak dol. Pa se pa odločiš. Počivaš, pa se boš še Pa itak ne greš spet na nulo, ampak sam greš tisto flanko, ki je res najboljša. A ne? Ja, lahko narediš pač 500 višincev, ni treba, to je tako neobremenjen, vse veš, lahko se vrneš, lahko pač... Lahko jih narediš žičance 300, ne? Ja. Zmeraj pa je 1000 višincev. Pa skoraj škoda. Ma ne, no, se imaš tudi gondole, no. Se imaš tudi gondole. Sam na plov. Sam tudi zelo zastarele, pa počasne. Ja, tudi, ja. Ja, pa mečkane, vse je za te majhne ljudi parlagujem. Našim povedati, kam prodati te Tem žičance. dolgam smuča. Ja, Se pašeš v tiste gondole, jo. ne, mi smo pobegnili z une vlečence ali žičance, ti smo rekli, ok, gremo to dol, zato da smo se res razgledali, pa je bilo pa živ, pridemo na vrh, lahko gremo, prosim, je to flanko tam, gremo, kje da jo bomo jela, veš, še unmu dnevu. Pa itak pridemo mi čez, evo, konc, že megla, rekali je. Kako ste pa tam pol plačali te žičance, se splačal, kaj? Blagajno? Kaj? Kupaš pač z karto. Eno karto kupiš za enkrat gor. Ja, da se isto odprl nas lahko, pač. kakršno hočeš. Tle še celo v Rosucu so imeli zanimivo 15 ur. Ja, in lahko kolikor dni pač A ja, da si jo pač štempljal, vsaka ura se ti odbila. Ja, to imajo pa kar avtomatizirano. Aha, ja, no se ja, mislim, tako razumem, ja, pač greš čez. Ampak ti odšteva. Ja, odšteva ti, tako kot na Višarjah je bilo. Tako zelo so pošteni, če greš vmes na malco, na kosilo, ti to ne šteje. Ja, sej. Ampak čekaj, kaj 15 ur? 15 ur v dnevu lahko voziš. Ne, a cel teden ali pa lahko. Kako pa ti šteje ure? Kaj ti šteje? Ure na žičanci? Ja, ko se ti usedeš zjutraj na žičanco, a ne? Ja? Pa ko greš zadnjo žičanco. Aha, in on ti pol On sam te vidi, ko se zračuna. ti štemplaš, a ne? Ja, vmes pa če preračunan ima povprečen čas, ja. Pa če se toliko časa ne voziš, ti pa ti skruč to je. Čakaj, ampak se pravi, šteje ti čas za žičanco in tudi čas, ko smučaš dol? Ja, to je preračunan, to je imel Višarje isto imel tako. Ti skupaj včasih, ne vem, recimo tako, ko si rekla, 15-10 urno pač. Ja, kar nekaj let nazaj si lahko kupil pač tako in ti je odbijal. Ti v bistvu si se štempljal, ne vem, 9:05, pa si se pelal gor, je vožnja trajala 10 minut, si bil 9:15 gor in pol, imajo oni preračunan, koliko časa recimo v povprečju smučar voz dol in ti je to karto odbila, ne. Zdaj pa tako, če se pa vmes, koliko si ti rekla, pač nisi štempljal, ne vem, ob 10 si šel na čaj, pa vidi, da ti 1 uro nisi bil aktiven, to nisi 1 uro, da nisi pač, nisi smučal, a ne. Ja, in ti pač ne šteje unga časa. Ja, res. Ja. Ja, pri nas je to bilo redko, pri nas pač kupaš 4 urno. Ja.
Se pa splača, verjetno. Ja, dobra fora. Ja. a ne? Kaj? Dobra. Ja, dobro, ki porabi, pa kaj pa vem. Meni se zdi še Kaj pa vem, v bistvu je bila cenejša, kot če bi Ja. kupil 4-dnevno. No. A ne? So pa- Mi jo nismo porabili. Ja, Itak smo šli, en dan smo šli turno, a ne? Se pravi, smo bili samo 3 dni na tem smučišču. Ja. In nismo porabili ur. Pa je draga ta karta? Ne, cenejše so kot pri nas. Karte. A res? Se pravi, kaj to pomeni? Kaj pa je zdaj, Recimo, ne vem, Krvavci 50 €45 evrov ali pa kaj takega. dnevna kukar. Imaš tudi Pa se pravi, pač odvisno, slovenski kaj še dan. smučiš, od 50 do 60 evrov, recimo, je to dnevna. Ana? Ja. Ni tako kot v Ameriki, $200, $250 na dan. Se ne rabiš v Ameriko, Ne že toliko. Švico pet. Ja. Ja, boš dal 120 evrov za Saj na mislim, da Cermaten je gor. tudi že v Italiji bili 100. Ja, imajo našponane cene, tako da Japonsko je kar, ja. Ja, kar se tega Ugodno. tiče, je v redu. Japonska, jaz sem bil presenečen, da po vseh pogledih ugodna. Ja, A ne? Hrana. Mislim, Hrana, mi smo šli tam ja. štirje jesti, ja cenej. pa smo se lepo najedli celo večerjo za 50-60 evrov. Pri nas. Ni šans. Res. Mislim, tukaj je pri nas zdaj draga hrana, pa sploh ne vem, kje je. Zdaj je res To draga imajo hrana. res, ja, v primerjavi z recimo kakšnim, ne vem, glih to smo rekli, storitve ali tako, kot recimo nastanitve so dosti dražje. A so? Ja, Ja, to recimo očitno dosti tam dražje. gor, ker drugače tako Ja, in so Kyoto, dosti pa dražje. to, Če kar smo primerjaš videli, pa ne. hrano, to smo se zagovarjali, na Čibov prav, sem rekla, pišu, kle v, ne vem, kupaš en toast ali pa kruh, ne vem, za €0,5. Kilo riža za €1, recimo, prav. Ja, ampak da so to zdaj v zadnjem letu v bistvu še podražili, da prej je bilo to še ceneje, ne, in da se pač ljudje res pritožujejo, da osnovno hrano toliko dražijo. A ne, je rekla, ja, se jaz, ko pridem v Slovenijo, se sam za glavo drži. ker to je- Res, ker to je noro, a ne, kle za kilo riža, ne vem, 4-5 evrov, lahko tudi več pač daš. a ne. Je res, mislim, Samo oni so tako da specifični. a ne. Mi recimo, ko smo šli, smo hoteli imeti dvoposteljne sobe. a ne, pač. Ja. In to je pri njih dosti nenavadno, veš, daš iskalnik za 10 ljudi, a ne? Pa rečeš, ugodno, ugodno, pogledaš sliko, imaš pa eno sobo, pa 5 Ja. zakonskih postelj, ena stran druga, a veš. To je pri njih običajno, a ne? čist. In, Vem. ja, in a veš, če zdaj pa hočeš dvoposteljno, a ne? Ja. Pa je pa že malo dražje, ja. Ja, Ja. In to so res zanimivi, no. ja, so ja. A pa te kapsule, a veš. A ste Ja. bili tudi kje v Ja, kapsuli? Ja. Boh ne dej, a ste vi bili? Jo. Eno noč smo mogli biti, ker smo čakali na to, na ta veliko sobo, kjer smo bili pol vsi noter, 8 komadov na tatamijah, no, ampak to je velik Da prostor. je ful. boljš, kot v kapsul. Zakaj? Ne vem. Kapsula je pač tako, skon si pač malo zaprt tam noter, no, Hecno, polno no. zavesco, pa Nismo tako. tako navajeni, Nismo, ne. Ja, se- ful nismo Ja, navajeni tega, ja. ja. Meni je bilo tako, no. Po hribah nekako bi mi to pasal, čistko, recimo pri nas, da bi imeli, Ja, mislim, na narekovaj, skupnih ležišča, skupnih ne, da ležišč, da imaš imaš vsaj vsaj malo malo gmaha. zasebnosti, ja. Ja. Klej pa tako. Ne, pa tudi dobro, enkrat za prespati. Ali pa, Ja, da bi šel ni pa zdaj ti panike. za 10 dni v kapsulo. No, se sicer da greš lahko on se skopati, ampak vse, ja. Veš, se, kaj moraš pa tudi Nimaš se kam početi, a ne? dati, ja. Se ti nasmučaš od Ja. 7 zjutraj do 7 zvečer ali do 10 zvečer, a ne? Ja. Ja, Je fajn, ja, da imaš malo prostora še. ja. A ne, Ja, noter. mi smo se temu izognili, ampak jaz bi šel tako, za eno noč bi šel probat, ne bi šel Ja, pa to tako. kot zanimivost. Ja, kot Ja. zanimivost, ja, ampak Čist sam to. Ja, ampak njim je to dosti navadno. Ja, ja. je. Tako, moraš kar pogledati, no, kaj rezerviraš. Ja, tako je. Ja. Mislim, zdaj tako, če Da ne si kompliciraš, Presenečen. Mislim, če ne kompliciraš, pa če si malo stran od smučišča, se mi ne zdijo niti tako drage Ne. nastanitve. Zdaj, če pa hočeš lih dvoposteljno sobo ob smučišču, a ne? pa kar Ampak vse to je pri nas isto ali pa po Evropi, ne? ampak se za turno si pa lahko malo stran od smučišča. Verjetno še boljša, ne? mi nismo bili nikjer, se pravi. Mi smo do smučišča rabili vsakič se parpelat. Ja. A ne? Saj, Mislim, Saj se itak. bili smo v bistvu dvakrat na smučišču, pa še to je bilo preveč. Zato pač njim, jaz, tako je, a ne, mi če gremo na smučišče, gremo alpsko smučati, ker sem pač alpsko. Če grem pa turno,
pa čim dol odsmučiš. Tako smo našteli. No. Ja, mi smo pa cela družba je bila pač tako. Sej to je tako, kot si pač zastaviš dopust ali ne vem, tako no. In tudi te nastanitve, ja, to so bile itak stran. Ja. Tam so bile pa normalne cene pol. Normalne. Okay. Ja, sam, super, da je mogla res pol leta prerezervirati, ker ne prideš zraven. Smo že v septembru rezervirali. Ja. Sej, jaz pa že skupino. Super. Ja, boš Gregu zdaj vse razložil? Na sceni boš vse razložil. Jem kaj razlagati. Dobro, ja. Vse že delamo na tem, samo traja, zato tudi iz japonske strani, da dobimo malo. Kje pa živi ta Cveto? On je pa na 3 koncah na Japonskem. Drugače pa iz Zasipa. Ne, ker vi ste tukaj destinaciji, pa ne, on z vami bil skozi? On je bil z nami. Neko kar gorski vodnik. Ja, on je gorski vodnik. Ti kaj to poznaš, ne? Ne poznam ga osebno, ampak vem za njega, ja. Blaž ga pozna, no? Kaj ti je rekel, da rabiš šnorkel ali kaj že? Ne, da ne rabimo plazovnega. Ja, tako je. Blaž ga poznajo. Ja. On je tako, da ima pač v Tokiju neko hišo z Chibo, ne. Aha, v Tokiju živi? Ne, delno. No, ko pride v Tokiju, ima pač tam. Potem ima ta še nekaj na Hokkaidu, ki je točno ne vem, kjer je razlagal. Načeloma v Tokiju, v bistvu suburb, predmestje Tokija je rekel, da se voz temu hitremu vlakom okrog 40 minut. Ker je Tokio tako ogromen, da je rekel, da se tudi malo čez riževa polja pa to peleš. Ampak tam je res redko. Drugače pa to, kad dela s skupinami, je pa z njimi. No. Ker če bomo pa še eno od staršev hišo, ki je točno, ne vem. Sem rekla, se niti me toliko ne zanima. No. Ampak ja, drugače pa z nami ni. To tako je. To je isto, kot da Grega pač skupino, veš, da si znova, ne? Ja. Ne, zato, ker si rekla, da ste to pa nisem vedel. Sem mislil, da kje tukaj živi in pol je sam z vami šel. Ne. Se je prav premikal z vami. Ja, mislim, zaradi tega, ker smo pač bili kot tako Slovenci, ki se poznamo. Načeloma je pa on tudi stran od kakšnih, nam je bilo to, pa razumeš to, da smo bili malo na free, pa da smo bili na tatamih, pa da smo se lahko sami kuhali, nam je to super fajn. Večinoma pa kakšne take goste, ki jim to ni okej, ne, in ni tako, da jim morajo poiskati kakšne hotele, no. Ti hoteli so pa blazno dragi lahko, tako, ja, in on pač si pol vedno poiše tako kaj cenejšega za njega, da se mu izide, vse logičen. Tako da niti z gosti, ker je tudi naporen, da si z gosti 5 dni zapored, 24 ur na dan, na turi ga gledaš, pri večeri ga gledaš, zjutraj ga gledaš, mislim tako, malo drugače, kakor. Si predstavljam, da je. Ampak vi da to skozi furate. Nama je to okej, nam je to tak način dober, kakšen mu pa ni, lahko pa da z leti pol prideš na to, da rečeš dober, zdaj. Že dosti. Jaz sem pa videl, imate toliko naraščaja, oni imajo 3 sinov, se si povedal prej, to jih trenirajo na polno. Bomo videli, kva bo z njimi. Bomo videli, kaj bo z njimi. Jaz sem že rekla, da Mada gre sta delati saj za športne plezalce, da bo to naredila, pa za planinskega vodnika. Zdaj bi mogel Tomaž, mislim, mogel. Pač imel je idealno šanso, da bi šel delati za alpinistično šolo. Ampak je rekel, da bo najprej naredil vozniški izpit, posel pa z Mihom upisala. Naveza, zlata naveza, veš, to sta kurat pa srajca. Ja, super. Ja. Malo je pa zadnje, on je pa še itak premajhan. Tomaž sicer že dela, kot študent oziroma dijak, no. V pisarni obvlada stvari, ki jih je zelo težko kjer ga naučiti. Tako da mu ful stvari, v bistvu tudi zdaj, ko nas ni bilo na Japonskem, sta Tim pa Tomaž to obvladala. Jem se laufal. Ja. Rekla, za potrgati. Ja, dobro, le. Ja. Obe sta se podprli sinovi. Ja. Pa je, ne? Ano. Cool. Ja.
Ti si že rekla, da imaš naslednjo destinacijo, že spet Japonsko. No, čakaj, nisem zdaj jaz edini faktor, a ne, treba vzeti še malo karte na mizo vršta, ne pa še. Če je agencija Meta, kamor agencija Meta zorganizira, tja bojo pa šli, ne? Treba vprašati. Sem ve, da bi otroci šli takoj še enkrat. Pa bo videli, ja. Mogoče pa kam drugam. A kam me tudi uleče, na Kamčatko. Ja, tudi imam nek kontakt, ampak je pač helijski. Ja. Kaj pa te, to pa nobeno od vaše bila te Gruzije, tudi kaj so že te to? Kirgizija, Gruzija. Ne še. To se mi zdaj zdi toliko, a veš, mi, saj veš. Ja. Jaz grem rajš, jaz rajš grem drugam, ker ni to kin. Ja. Ker pol vsi tja navalijo. Ja, ker vsi kaj neki furajo pa to. Čeprav na Japonsko so tudi zdaj kar sej vem, letos prav uno. Ja, prav letos. Prav letos, ne vem zakaj. Ja. Ne vem. Veliko ja, Slovencev, ki so šli letos skupine. na Japonsko. Ne vem, veš kaj, smo se tako, zagovarjali, da je bilo leta ful nič, cenej. Oni so po koroni, ja, to smo se zagovarjali, po koroni so odprli dosti bolj tako, no, na rekovajih meje, pa cene so ful spustali, ne. In tudi leti, recimo, mi smo dali mečko manj kot 900 €, včasih je bil pa let okrog Jurija 400, tako let, sam na Japonsko, ne. In tudi vse to, kar se zdaj so spet rekli, na Japonci, da jo naredili, to so že sprejeli. Sicer se še ne ve točno kdaj, ampak da z novim letom, da bojo imeli spet double standard, se pravi dvojni standard, lokalci, turisti, in bojo tudi cene spet back nazaj, take, ki so bile, no. A veš, visoke. Japonska je bila res draga dežela pred korono, no. Pa so pa to zato, da so začeli spet nazaj malo privabljati, ne. So pa ta... Tudi jen je ful padel. Pa jen je padel, to bomo pa zdaj videli, Ja. kaj bo, jen je pa, no, to je bil še, faktor. Tako je. Dobro, vsaka še eno anekdoto za konc. Vse smo že Smo že vse povedali. Ja. To sem na zadnje, ki smo se mi pogovarjali, sem Aniti pa Gregorju rekel, no zdaj saj še tako, kakšno anekdoto za konc. Ja, sej ne vemo nič. Pol se je pa odprl, sem jih slišal po moje vsaj 10. Jo, jaz se zdaj res ne spomnim. Nam se itak zmer zaplete na letališču. Nam se zmeraj kaj zgodi. Pri nas je Gregor izgubil pasuš. Smo bili eno noč brez pasuša. No, zjutraj je opazil, da ga nima. Pa smo pa dali mučet, kaj storite, če v Otaru izgubiš pasuš. Pa nam je čet rekel, da se ni treba preveč sekirati, da je skoraj sigurno na policijski postaji, kjer so Japonci zelo pošteni ljudje. In pa je šel na policijsko postajo in je bil tam. Adej! Jaz sem že, joj, Tokio, ambasada, joj, itak že gledaš, groza, logistika. No, recimo. Ampak mu nisi dala uno rajno kartico zraven. Ti znaš zraven, pa se nima kaj izgubiti. Jaz ne vem, oni so šli, to je bilo ta večer, veš, ko smo v tistem mestu spali, oni so šli posebej tak zvečer na pico ali kam. Pa so bili tam par ur in moj padel iz žepa. No, to. No, tako. Ne, meni se pa, mislim, pri nas pa se veš, prtlaga je enkrat ja, enkrat ne, za te smučarske vreče, vedno je nekaj, čisto vsak letališče ima nekaj. V glavnem, poslušaj to, smo šli pol nazaj že, a ne? A veš, da smo šli tja, smo se to vse, pa prijavaš, plazovne nahrbtnike, pa kartuše in smo imeli spet enega en kolega je imel kartušo, a ne? In nazaj grede, že v Saporu, on pove, gleda specifikacijo celo, Se je res najbolj izognil. Resno. Ja. In pol je bilo tako, da je on, mu reče, v redu lahko imaš, ampak moraš imeti spodaj. Daj popiše, dobi pač listek in gre v prtlago za spoden del, do Tokija. Pride na letališče, Boris, George, come to, ne vem kva, kjer counter, in on tako sliši, kva zdaj, ne? In gre pač k temu šalterju
In ona reče, ja, da zdaj ima pa kartušo, da zdaj mora pa to pokazati in gre po prtljago in mogo dvigati prtljago in to kartušo ven vzeti in jo dati v nahrbtnik za zgoraj, a ne. Pride v Frankfurt, no, ampak to je bil samo ona, ne, pa sem bila še jaz. V Frankfurtu je bilo pa tako, da pride on spet na, tam, ko prideš v bistvu na mednarodno, pač da te pregledajo, ko si prišel iz Azije, ne? In on, glavni kriminalc, skoraj na pol, razumeš, tam je rešil to kartušo, vredno 30 €, je rabo 1 uro, zakaj je mu to kartušo na vrh, ki ima listek, zakaj je ni pač parjavo, in rekel, pa se imamo vse kle. In je mogel spet prtljago dvigati in spet prtljago pokazati, če uno, ta drugo prtljago, ki so rekli, mislim, nesmisel totalen, pa samo do Benetk smo še leteli, no. Jaz pa pridem v Frankfurtu, ok, zdaj je pač tako rečen, da moraš imeti vse na vrh, vse powerbanke, plazovne nahrbtnike, računalnike, skratka vse te baterije moraš imeti na vrh v kabin. Pa jaz pridem na šalter spet, mislim na ta pregled, kle v Frankfurtu, a ne, pa prva sem bila. Pa jaz tako, ja, valjda, ok, tam pač dol, itak, da 14 ur je bil let, gremo za Ikea, oni za mano stojijo, tako na 2 teh smo bili, trakovih. Pa on, zaupije, jaz ko, ne, prleti en policaj, drug policaj, jaz ko gledam vas, se začnem tam po nemško pogovarjati, prav, kva imamo to? Jaz ko, ja, lavina, pač začnem razlagati vse, da je to pač lavinski nahrbtnik, da jaz, kako, kaj imate še not, jaz ko, ja, noč, ne vem, pač to je, a ne, saj sem prišla iz Tokija, zdaj s tem vsem. Powerbanka, ne. Kaj, a za ventilator ti je Ne, prav, zakompliciral? pa jaz ko vidim na ekrančku, je bila pa še žolna noter, a ne, ko moraš žolno tudi dati gor, a ne, pravim, ja, pač žolna, a ne, ok, ja, za kva to rabiš? Pa on prav, ne, kakšno baterijo, a ne, imam noter, a veš, v ruzaku, ko imam na baterijo, ne na kartušo, a ne. In on prav model, pol jaz tako vse po nemško, Grega pa leti zraven, kaj se pogovarjaš po nemško, daj po angleško, če ne razume, jaz tako, Grega. daj pa id stran, prosim, pa je hotel tam nekaj kazati po telefonu. Po telefonu kazati mu juno kar vzela in rekla, kar pa idke na unta drug šalter, ne. In pol je men, tam so prišli še 2, v glavnem 4 so stali okrog, razkopala cel ruzak, v 6 tistih je dala, iz unga majhnega ruzačka, da je prišla do baterije, da je videla, koliko je pač baterija, ta polnilc, no. To, za ventilator. Ja, pač za Pa se, za a ne balon. moš ven vzeti bateric? Nisem smela, ona je hotela sprazniti ruzak, vse je bilo na nulo in da je on, pač, in pol je bil valjda tisti kabel povezan s tem, da ga potegneš, a ne. Kaj to, jaz ko, ja, pa ne me hecati, kva se zdaj vi norca delate, no. No in pol jaz tako, pa to je lavina, pa še enkrat pokažem, kako to dela. No in pa, kakor da bo odrezal, ja, ok, good. Jaz tako. In pol pride ta model Hmen, ki je skeniral, pa je rekel, zakaj nisem takoj povedala, da je to pač plazovni nahrbtnik, a ne, jaz tako. Tisto po Zgubljala sem nemški pa- te niso razumeli. Zgubljala sem pa, tam smo zgubili 45 minut, dobro, da smo imeli v bistvu še 1 uro Če toliko do imaš pa leta. baterije pa žičko. Norci. Ventilator. Zacrkant, res, mislim, to je bilo pa res toliko naporen, so nekako največji zločinca, ne. A štekaš. Pa že vas zmatrana, ne. Pa ne, fora je, da prišli smo kot Stekavijo, skupina, ne, se res imeli najviš. smo 7 takih nahrbtnikov, Pa vsi so imeli, pa vsi so imeli. Tam na unmu šalterju so jih gledali, ampak ne tako kot mene, razumeš, jaz pa tako pa dej nihite, no, mislim. Pa toliko folka srečajo dnevno, a ne, a veš, mislim. Tako da ni pravila več pri temu in jaz zgubljam živce in Grega zgublja živce zaradi tega prav, kako ne moreš vedeti, koliko kil imaš, kako ne moreš vedeti, jaz ko pa se svidu, lej, dobimo mi, pač, in pol kažeš tam na šalterjem tem ženskam, tle v Benetkah, ko smo šli, a ne. On je imel pač 32 kil, ker je imel dvojne smuče, pa res nabasano vreča, a ne, noter, mi smo pač mal manj imeli, ampak še zmer, a ne. In tam na Lufthansa ki piše, da imaš lahko max do 32 kil. Na kar je ena Italijanka tam, ki ni dobro glih govorila, začne razlagati, ne, to je preveč, vi imate lahko samo vrednost pač karte, a ne, economy class,
kaj, berite navodila. Ne, uno tako, ne. Uno zraven je spustila vseh 7, a veš, nas tako, skozi. Valjda se je pa Gregu zakompliciralo. Joj. In pol na koncu jaz tako uni razlagam, sem nekaj, da je lahko, prosim, pa že kar naredila, vaj. Pej, nazaj grede pa spet. V Benetkah si predstavljam, da ne vejo, kaj je tudi lavinska oprema tam. No, dobro, Pa zdaj nas pa res že toliko hod, ne, pa smo že tokrat šli, pa tokrat leteli, pa čisto vsakeč je nekaj, čisto vsakeč je drugače to prtlago. No, Čakaj, kaj se je nam zgodilo? Mi pa 20 minut pred pristankom nam začne, mi smo leteli z enim Boeingom, starim 7 Lufthansa. Z enim starim Boeingom. In tako 20 minut pred pristankom nam pilot pove, da nam je crknil en hidravličen motor. Da sicer to ni nič hudega, ker imamo še 3, ampak tako, veš, če se ne rečeš, za kolesa spustiti. Sem rekel, pismo, no. Ampak ne, on je tudi povedal, da imamo še 3 in da kolesa se bojo spustile, samo ne bomo pa mogli zavijati, ne? In da bomo sam naravnost pristali in da bo prišel po nas avtobus. Pa tako, pa mi pristajamo, pa meni se zdi, da smo kolesa slišali, veš, pa je tako, malo ti je neprijetno. Ite, da je. Meni oče me je rekel, prej smo šli, Metka, cela družina gre z enim avionom, vi ste neodgovorni. Točno na to sem se spomnila, a veš, kaj meni še to še na misel nikoli pa šlo, veš. In pa kao, kolesa so se spustila, veš, pa tako gledamo skozi okno, gledamo tam gasilcev, vsi, a veš, mi pristajamo, oni vzporedno z nami vozijo, lučke. Res? Ja, res. Pa je tako, čisto normalno pristanemo, pa gremo čisto naravnost, sam je bilo še kar stresno. Itak, da je. Ja, ne veš, kaj bi jaz sem rekla. Ja, ampak Darjo, zdaj pa nek čas nagrem na avion. Ja. Ampak kolesa so se spustile? Ja, so se. Se on je to povedal, a veš, samo vse imaš ti malo tako slab občutek, če en motor. Pa si je bolj to gasilcev, pa to čakal si? Ja. Ne, to je verjetno preventiva. Procedura. Pa veš, procedura, ja. Zato, da smo bili vsi nervozni, tudi kako bomo se benzin spustili. A ga je? Ne. A ste kaj krožili? Ne, se ni bilo nič tako dramatično, ampak, a ne, glih malo ti zoprano. Ja. Pa še ne, ni nam bilo toliko zoprano, dokler nismo videli tistih gasilcev, pa z vsemi lučkami z obeh strani. Ki so za nami, usporedno z nami so vozili v bistvu. In to vam je 2 ure pred pristankom že povedal? 20 minut. 20 minut, pred pristankom. Ker da bi se 2 ure človek tam sekiral, bi bilo malo prehude. Ja. To je bila še ena taka. Tako, to so te letališke fore, ja. Tam recimo bi pa jaz sam izpostavila tako zanimivo, kako je bilo nam, a ne, kad smo šli to suši restauracijo, kaj naročita, ne. Ja. A veš, kad to pač vidiš slikco, itak tam nekaj klikaš, ne. No, pa pač naročimo, smo rekli, ok, bomo naročili, pa. In pol gledamo, ok, nekaj jaz, ne vem, če bi. V glavnem naročimo in Grega prav, ok, kaj je to cveto? Prav, evo, kitas naročil, a ne? Kita in je dobil kitov meso gor, a ne? Ne bom probala. Ne? Ma ne vem, glih zato, ker sem jih toliko videla na Islandiji, pa ker so mi take živali. Ne vem, nimam drugač predsotkov, res ne. Ta je že oddelal svoje. Ta je že sigurno delal, ma se bohe, tako smo vse pojedali, no, pa te ribe, no. Druga stvar je bila pa tako, da kakor en tak mali suši in na vrh gor tako, kakor eni možgan so bili, a veš, ne vem, kvaj to, a ne. Pa prav, ne, niso bili možgani, vsaj to, je bila pa sperma od polenovke. Ikra, ja. Ne. Ja, drugače hrana je čudna, no. Ja, mislim, to je tako malo bolj, ja. Predvsem je problem, kaj ne znaš naročiti, ne. Ja. Marsikaj je zelo dober. Ja. Zelo dober. Kaj pa tudi mimo daraš. A veš, slabo in ti pa prideš lačen, a ne, in bi res rad nekaj dobrega jedel, a ne. In a veš, se zajebeš, če za nič naročiš. Ja. A ne. Ja. Ampak pač ja, naročiš tudi za nič, a ne. Se naredi, no. Ja. Tako je. Ja. No, čeprav jaz nimam spominil, da bi me s hrano... To sta dve take, drugač smo mi super jedli, no. Vse ostalo moram reči, da je bilo ful dober.
Tuna, to losos, to je Pri vse to. Kitajski pa itak ne moš. A se na Kitajskem tudi kje smuče? Ne. Ne, to pa nimajo. A ni na Mislim, ne Kitajskem? vem, A ti si bil valjda na si kje Kitajskem, smučal. Ne Ne, vem, bil sem, siguran ne se na smučam. Kitajskem, si siguran, kje smuča, More se Marija, kje. ja, no, seveda se, Tle nižji dol, sam. proti Pakistanu pa ti. Mislim, sem to vse tako strmo. Ne vem. Ne, nisem še tam. Mislim, ne vem. Ne, zato sem se spomnil, ker recimo na Kitajskem prehrani skoraj ne moš faliti. Ja, mislim, da je Kitajska tudi nam malo bolj znana, a ne? Ja. A veš? Kakor japonska kuhinja. Ja. Ker klemaš Mogoče, ja. en Pa kup tudi- enega zriza, pa Ja. kar neki. Pa te ramen, ne, Ja. načeloma so dobre, a kakšna ima tako čuden okus, da Ja. jo težko poješ, a veš? Ja. Ne vem, no, v glavnem, mi smo po zadnji večer, ko smo na istem letališču spali, kot ti, kot vi, že ko smo rentakal vrnili, pa ko smo hodili kaj do tistih naših sob, prav otroci. Mi pa pico ohamo. Je bila že pica. Ej, mi imaš že pico? Ja, sem rekel, mi tudi pridemo, pa smo se tam na pic dobili. Ti pa še pol. Ja, eni so kar Itak. dve pojedali. Ja. A res? Mislim, veš, kaj je neka taka domača Ja, hrana, ja, ki jo ja, ja. poznaš, sej, Itak. ne vem, ja, tako. Lušten. Ja, dober, ja. Ne, mi smo jedli drugače tradicionalno, mislim, smo naredili tele wagyu stejke, kup riža, ne, tako nasplošno hrana in te suši, in te dva mi pa res nista šla po grlu dol, drugače sem vse probala, kar se dalje. Pa ful sojine omake, mača čaj recimo za zmešati, čeprav to prineseš pa je ful tega domov, no. Pa doma ni več. Pa doma ni več tako fajn. Doma ni. No, to smo še šli ja, v viski, proizvajalnico, kot destilarno, no, Nika. Ne vem, a ste vi šli? Ne, nismo, ampak poznam nekaj. Ja, no, to je bilo pa tudi nekaj za videti. Ja, to je bilo pa tudi nekaj za videti in tudi lahko probaš. In japonski viski so ful poznani in dobri in zelo kvalitetni. Tako da smo prinesli kar nekaj viskija tudi domov. Jaz drugače viskija res ne prebavljam, sploh teh škotskih, ne vem, preveč Tako pa ti v imajo. redu. Tega pa moram reči, da sem ga celo probala, ne dva kozarčka, no. Pa mi je bil v redu. Različne okuse imaš, no. Tako da, no, to je tudi ena od zanimivosti, ja, da ne bi rekel, da imajo Japonci viski, mislim tako, za kva. No, drugače jaz sem vedela za ta Nika. Jaz pa ne, jaz vem, da ne, je pa Jure to prav, Ja. pa Iva sta bila poznavalci, sta rekla, to moramo iti. Pa pol, ja, Ja, zbolj pozoren na to, no. ni nam prišla na pot, no, destilarno. Se pa kdaj pa ste vi to šli? Če ste rekli, da samo en dan To je bilo niste un dan, smučali. ne, to je bilo pa un dan, ko smo šli še v ta tempelj, ob poti je bilo, no. Ob tem, da ste vsak dan smučali, ste imeli še full sightseeinga. Ja, to je bilo en dan tega. Zato, ker smo res cel dan, zjutraj smo štartali zgodaj, ko smo rekli, mi imamo cel dan pol, zdaj to, ker je zrihtala pač suši, pa tempelj, pa tole viski, pa še nože. Ja, no, in smo mi res zvečer prišli. To so bile 4 stvari, ki smo rekli, to je must do in to moramo iti in čau. Ste naredili. Ja, in smo naredili. Tako je. Drugače pa, mislim, zmanjka časa, no. No, pa sej, če greš kje smučati, Ja, Je to od namena, no. pa je smučaš, Ja. ne. Pač ne boš iskal suvenirjev, pa ne Nas boš se iskal... tudi- Mi smo edini tisti dan, no, tam v Taru smo se ustavili, pa je bilo izredno luštno. No. Tako obmorsko mestece, tradicionalno, tudi dosti turistično, veliko obrti imajo, steklam izdelkov, iz stekla, čudovitih izdelkov, noro, lepo, te glasbene skrinice, tak, a veš, tako, lušten, no, pa lušten. nesla kaj domov. Itak, da sem. Itak, da si. Ja. Pa palčke. To pa nisem. A res ne? Ja, O, ne, mi pa. A res. Ja. Kaj, še res ta prave, ali kaj ti palčki Palčke lahko, če so ta-prave, urad. lahko stanijo po 50 evrov. No, to nisem dala, no, sem pa dala, ne vem, 10 evrov, recimo za njih 12. Ja. Pa nalepke smo kupovali. A ja. Ja, ker oni imajo ful radi te To nalepke, pa pa nisem imajo opazil. res luštne, pa si jih na čelado nalepijo, pa da spuče, pa tako. Ja. Ta je pol pa. Ja, Je pol. Ja. Ja. Mogoče evo, to bi pa še jaz dal gor. Ja, Je pol. to smo kupovali, ja. Ja, Super.
Pa majčko. Saj majčko Ja, vidim. sem videla. A to smo si pa mi naredili, to je A, pa to ste odprava. si naredili. Seveda, to je zrisen, to je namensko, res? dežela vzhajajočega sonca, vidiš, kaj je še gor. To ste jih prav naredili. No, to je bila še ena štorija, ja, seveda. Mi smo bili v prvi Next nastanitvi. level. Za agencijo to Meta. more biti. Ja. To more biti, smo šli tudi na Islandijo, tako prvič smo isto si naredili kapce in pa je to tradeš tam, a veš, pač za kakšno zamenjavo. Jura, ne, en večer, zdimo v prvi nastanitvi, nek smo bili, po večeri, pa to imeli smo malo slovenskega šnopsa, pa malo pač nič drugega, no. Debatka in sta bila tam en Japonc, ki je kuhal in tako rezal sašimi in dal za probat in jaz gledam pa rakovo juho, pa ena njegova pribočnica, ne vem, pač gejša. Ona je sicer rekla, da je njegova ne vem kaj, ampak je pol čibo ugotovila, da to zna biti zelo ena taka, no. Ker tako mlade ljudje nimajo časa za taka potovanja pri njih, no. In pol se to razvija malo v tak debato, pa žurko, pa zdimo tam na tatamiju, in pol tako reče Jure, kukarana, imeli smo pa še kapco, pa polover, ne, pa najne kapce smo imeli s sabo, no, in njemu damo prvi šnops, drugi šnops, pa smo imeli še domačvina, ne, s sabo in itak je to, če ne poznajo nazga šnopsa, jih je že par potonil, no, po 2-3 kozarčkah in ta model je res začel že takole gledati. Japonci so sploh znani potem, da alkoholnim, da ja. neč vre, tako da In jih čist, hiter porupijo. ja, res ni veliko spil, no, in je to začel že kar tako gledati. In pol itak debatka, in pol se Jure pravi, ja, da on rab pač da folišče te japonske nože, ki bi on to kupil, pa, ne, in on to, ta model, ne vem, komu je bilo že ime, prav, da bo zamenjal. Tako Jure, kva? In mu je dal ta prave suši nože, ker je bil suši mojster, mu je dal ta prave nože vredne 800 €, razumeš, za pulover pa za majčko. To je bila tudi štorija unga in poj smo valjda še eno zasko, ki smo jo imeli s sabo, jo je dal njemu in je bil poj cveto malo hud, ker sem jaz rekla, ta zaska je v cvetu, ta pravi, Jure, mu jo bom pozlal, jaz ko, joj, ampak okej, za nože, v glavnem je to bo 2 noža taka za pač take stvari, ja. Un večer je bil tudi kar zanimiv, ja. Se pravi, drug let pol nesete sabo malo merchandise, da se imeli. To smo prvo let po mojem celo nesli tudi na senjo, a veš, ker Norvežani gor tudi nič nimajo, se veš, trdega alkohola, ta močnega, ne. In smo, čisto prvo let, ko smo bili, smo mi zamenjali šnopček za ribe. res? Ja, ulovljene. Njim je to itak kakšen denar. Dobra To je bilo. menjava, ne? Ja, zdaj sicer to res ne delamo več, jaz nesem samo še Kirstin pa Ivindu, no. Ker gor je čist drugač dojemanje tega. Pri nas smo bolj pač odprti. Tako je. Tako da to zmer prav pride, ali pa na Balkan dol nosimo sicer ne šnops, ampak če kakšne še nosi, kapce, tako pa že majice, dobiš. Ja. to, ja. Ne, to pa imajo ful radi kakšne te stvari. A to si pa predstavljam. Ja, to pa ful radi. Ej, a še kaj tazga, ker sem jaz nisem vprašal, zato ker ne vem, kaj sploh vprašati, da bi bilo pa tako važno za nekoga, ki se odpravlja. Ko pa, po moje smo kar Smo kar- podebatirali. Ha? Pač nič, ful Opremo zgodaj smo, morajo varnost začeti smo, logistiko planirati. smo, vreme smo, sneg smo. Ja, ta zgodaj je treba rezervirati tudi avto, pa tudi nastanitve, no, ne vem, mislim, če hočeš malo zbirati, no. Ja, Ja. last minute boš zelo malo dobil. Ja, če ti pa vseeno, je pa super, če greš lahko last minute, ker se lahko poj premikaš tam, ko sneg pade. Veš, ker Ja. če v enem koncu pade, ni rečen, da bo 30 km stran tudi padel, a ne? Ja. A veš, ali pa 50, a ne? Ja. Tako da bolj sneg loviš, a ne? Sam pa moraš biti malo bolj prilagodljiv, no. Pa ne greš 80 ljudi. Ja, Sam. ja. Ok, po mojem. nič. Ej, hvala vam lepa. Hvala, enako za vabilo. Ne, ej, z veseljem, z veseljem. Vesel sem predvsem, da sem tebe spravil. Da te moram, je bilo hudo.
Je bilo za preživeti. No. Ja, ne, v redu. Fleten. Ja. Ok, thanks. Še enkrat. Hvala tebi. Do naslednjič. Ja, bo hod kje? Tle? A ja, tle. Ja, pa. Še moške polovice počasa, ne? Na vrsto. Tako. Ja. Ja? Seveda. Ja, zmenen. Hvala. Okay. Zdaj te pa še plezati naučimo, pa bomo imeli pa A še veš, da- plezalne debate. A veš, Ja. da A ne? zdaj je bil Žan doma, Ja. drugače zdaj je tam v Helsinkih, ki študira, ne? Ampak je prišel za en teden sem, ki je nekaj tle oblikoval, pa so imeli potvoritev, pa nekaj se vse. In on pleza in pol, kao, če grem z njim. Rekel, dobro, ajde, pa se dajmo malo bondati. In sem šel z njim tlele v Boldersceno. Boldersceno. A res? Ja. Dobar. Kaj ti je bilo všeč? Veš kaj, mene malo ti prsti moji krivi matrejo, ne? Ker jih ne morem skupaj to, tako da to je malo zafrkne, za plezati. Kaj pa imaš z njim? Ne vem, ta sklep mi neki... A ja, pa res. in ga Ja. ne morem skupaj. Svinčnika. Ne, svinčnika mu desni. Ja, ja. Dobar. Tako da to je malo problem, ampak drugače je bilo zanimivo. Ja. Čist lušten. Ja, bolderiranje. Vse Ja, je, ja, ja. to je to bolj No. zabaven šport, a ne? Ja, Tako ja, ker- družaben, no, Ker bi to, rekla. jaz da bi nekam gor, jaz imam Ja. že vrtoglavco, pa to, se sem prej pravil umeti, ker sem gledal zdaj tega, ki je Taipei 101 zlezel, mislim, meni se je vrtel, pa mi je bilo slabo že, ker sem ga sam gledal. Ej, na enem dimniku už začel. Ja. Pa, visok je to, pa jaz pol ne vem, če bi že umil ukvarjati. Kako je visok, no. Ja, to se tebi zdi, da ni visok, meni je to visok. A veš, one dva sta si Velerca smo rešili. na ta dimnik sta vejica našraufala in zdaj A po res? lastnemu raufom gor plezata. Dobar je, ne veš, tako za... Koliko je bilo to visok? Je, te vem, 6 metrov ali koliko 8. Ja, no, 3, 4, 5. Ni, no, nizko. Lepo. Ampak leh tako, veš, fletan, a ne? Fajn. Brez veverce Ja. ti še kar smotan, no, Ja, ker ja, ne ja. bi dol Se padel, prpneš, veš. pa greš. Ja, Dober. pa gor, pa dol pleza. Dobar je, veš, za prstke. Ja, Res, koliko itak, da je, časa kolikor- hrimski zid, a Ja, ne? jaks. Lepo. Se kar hitro pozna, no. Ja. Ja, se. Ja. No, tako da to bulderiranje mi je tako, če že kaj, pol bi to nekaj. Okay. Mi je tam eno sliko, tam pred spalenco, ki je zmer. A ta Pa si Indian v neki Creek, a ne? rdeči skali, če v neki razpoki. Kaj je tisti? Indian Creek, Utah. Jutra. Ja, Taka divja, mislim, to. ja. Dobra destinacija, ena boljših, meni. Puči, a veš. Tam pa ne, tu pa še nismo to. Ja. Tu pa še ne. No, če v te kdaj šli, to pa lahko veliko na svetu. No, se sem bila sam tri. Ja, Sam ja sem trikrat. Nekaj reči, včeraj si pa iz Grčije prišla, ne? Ja, je rekla, Leonidijo. Ja. To je tudi taka lokacija. Se hitro zaljubiš vano. Ja, fletna. Mi smo bili dvakrat, no. Ja, tak enostaven življenje. Ja. Ješ, spiš, Ja. plezaš, to je pa To to. je pa to. A ne? Je res huda. Ja.